Zdravo, smo v malo večji trgovini, nakupovalnem centru. V nakupovalnem centru že nisem bil 2 meseca. Tako da je to res posebna priložnost, se mi zdi, kot da si nekje na neki marsovski koloniji ali pa nekaj takega in vidim to stvar prvič. Zakaj sem tu? Zaradi tega, ker sem pač bil pameten, pa sem rekel, se ni panike, sem šel z avtobusom na Tajsko, pa bom pol podaljšal vizo, ne? Ker finta je v tem, da če greš po zemlji, torej recimo z avtobusom, ne, na Tajsko dobiš 15-dnevno vizo, če si Slovenc, ne. Če greš pa z letalom, pa dobiš 30-dnevno vizo. Zastonj, nič ne več plačati, dobiš jo pač. In sem rekel, dobro, ni panike, grem jaz z avtobusom, ker je ceneje, mislim, da je bilo ceneje za enih 20 evrov. Ja, 20 evrov, ker karte so tam okoli 40-50 evrov bile. In sem pač rekel, pač sem pač podaljšal vizo, ne, ne tega delati. Ker podaljšanje vize pa stane 54 evrov. Torej, pač taka letalska karta, ne, praktično. Plus tega, zdaj sem čakal uro pa pol, da sem spolnil vse tiste obrazce, 2-krat me nazaj poslala, ker to pa to ni bilo v redu. Jutri grem naprej v drugo mesto, pa vseeno zahtevala nujno naslov. Logično interneta ni tam, da bi lahko preveril, kak je dejansko naslov mojega hostla, v katerem spal eno noč samo. Še samo eno noč spal, že 5 dni tu, ampak pač, ne, razumete. In sem pa na koncu pač enemu tam rekel, ko sem videl, da ima vizitko od svojega hostla, čude, posodim to vizitko, da še jaz napišem naslov na svojo formu pač. Ker je mogel naslov biti, kljub temu, da ja spim tam, kakorkoli. Res, na svet, ne se zanašati na podaljševanje vize na Tajskem, ker vas bo stalo 50 evrov, čakali boste prvo uro in pol, da boste spolnili vse obrazce, pol boste čakali do 1 popoldne, kar je pomeni še, v mojem primeru, še 1 uro, da boste poklicani in pol pač, ne vem, kadarkoli boste pač še poklicani, ne vem, še pol ure ali pa uro čakanja, da boste poklicani. Ne, z letalom na Tajsko in je to, okej? Danes bom res ob enih 2-3 prišel nazaj v hostel, čisto izčrpan, torej jutri naprej na sever, zdaj sem si 5 dni polnil energijo, sem si polnil baterije, da lahko izvedem 10 dni spet potovanja na polno, vsak dan na avtobusih, vsak dan neke nove stvari včrpavati v glavo, da je ful zabavno.